Siamo tornati, signore e signori, benvenuti alla seconda parte dello spettacolo dove saremo. Se opravičujem, tega dela oddaje še nismo prevedli. To še malo. Dejte hitro to zrihtati. Smo pa prevedli tole, 29-letno dekle je pred nekaj dnevi odprlo SP, ki pa je mal drugačen od tistih, ki smo jih vajeni, saj se gospodična ukvarja s prostitucijo, ki je pri nas dekriminalizirana. To je super, zelo ko izdaja račune tudi podjetjem za team buildinge. Nič ne povežeš sodelavcev, kakor sta tu vrsti brez gat. Nabor posebnih poklicev, za katere lahko Slovenci odpremo SP, je tako očitno omejen le z našo domišljijo in s tem, da poklic ustreza začetnicam SP. Tako se lahko prijavite kot samostojna prostitutka, samostojni ali samostoječi pijanec, sumljivi prekupčevalec in slovenski profesionalec, prevajalec SP. Pa dobro, nismo rekli, da je konc, zdaj pa tega dosti, no. Jaz se pravičujem vsem, še posebej gospodu Kobalu. Do drzne tatvine je prišlo v Domžalah, kjer so voznici avtomobila ukradli vinjeto in sicer tako, da so vinjeto skupaj z vetrobranskim steklom zrezali z žago, kar je približno tako praktičen sistem, kot da bi v trgovino s porcelanom udrli z dinamitom. Na zavarovalnici so poškodovano steklo že nadomestili, več težav pa bo očitno z Darsom in novo vinjeto. Da bi vam na Darsu izdali nadomestno vinjeto, je potrebno izpolniti tale obrazec. A se vse skupaj hitro zaustavi, ko pridete do obvezne priloge. Ta namreč predvideva, da je treba dati zraven odstranjeno vinjeto. In ker te seveda nimate, vam nove nadomestne vinjete ne bodo izdali. Darsova logika. To je približno tako logično, ker če ne bi mogli obsoditi morilca, dokler žrtev ne priča. Dars logika. Policija članov tako imenovane fleksarca mafije sicer še ni sledila, imajo pa že sled za osumljencem, ki je na Bolhi prodajal ukradeno uro skupaj z roko, prenosni računalnik skupaj z mizo iz masivnega lesa ter ukradenega Picassa skupaj s steno. Na italijanskem tekmovanju popevk Sanremo je letos zmagal pevec egipčanskih korenin Mahmud. Njegova zmaga nosi močno politično konotacijo, saj edini, ki Mahmudu ni čestital ob zmagi, ostaja italijanski desno usmerjeni notranji minister Salvini. Politična debata okoli Mahmuda je kriva tudi zato, da skoraj nobeden od medijev ni poročal o drugem škandalu, očitnem ponaredku originalnega slovenskega besedila, ki smo ga lahko slišali v besedilu balade Allora vengo più tardi, kar bi v grobem prevodu pomenilo, torej pridem nekoliko kasneje. A res, a spet Kobal, še ni bilo dost. Še ni bilo. Prav. Ena novica, da moramo brez tega. Fajn. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!